Nevarnost jedrske vojne, zadnje intenzivne spremembe v vojni Rusije z Ukrajino, spremembe v ZDA, ki vplivajo na ves svet, Trumpova zmaga, ki spreminja gabarite v mednarodnih odnosih in svetovnem gospodarstvu, bližje vzhodno žarišče, nalog za aretacijo Netanjahuja, podnebna katastrofa in konferenca v Bakuju, smo v tednu intenzivnih in izjemnih svetovnih zaostrovanj in skrbi. O tem bomo danes govorili. Plus, na koncu bomo razčistili tudi nekatere stvari o zadnji zaostritvi na domačem, zunanjepolitičnem področju med kabinetom predsednika vlade in uradom predsednice države. Z nami je danes dr. Zlatko Šabič, svetovalec predsednice države za mednarodne odnose in profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer že dolgo vrsto let je strokovnjak za aktualne probleme mednarodne skupnosti, mednarodne odnose in mednarodne organizacije. Dobrodošli v enem podcastu, dr. Šabič. Hvala za povabilo. Ena podcast s Suzano Lovec. Torej, začniva pri najbolj aktualnem. Putin je te dni spremenil rusko jedrsko doktrino kot odziv na zeleno luč ZDA, da lahko Ukrajina uporablja rakete dolgega dosega za napade na vojaške cilje v Rusiji. Ta spremenjena jedrska doktrina po novem določa, da bo konvencionalni napad na Rusijo strani katerekoli države, ki jo podpira jedrska sila, obravnavan kot skupni napad na Rusijo in njene zaveznice. In v tej posodobljeni doktrini, v kateri so opisane grožnje, zaradi katerih bi Rusija razmišljala o jedrskem napadu, je navedeno tudi, da grožnje predstavljajo napadi torej s konvencionalnimi raketami, brezpilotnimi letali ali drugimi zrakoplovi. To pomeni, da lahko vsak obsežen zračni napad na Rusijo sproži jedrski odgovor, ampak nejasna formulacija doktrine dopušča veliko prostora za razlago. Kaj to pomeni? To pomeni, da je jedrska vojna realna. Ne smemo se pretvarjati, ne smemo se delati, da to ni mogoče. Ko je prihajalo do prve svetovne vojne, nihče ni verjel, da bo do tega prišlo. Vendar je pri vsaki taki stvari vedno treba pomisliti, sploh pa danes, zakaj lahko do česa tazga pride. Do česa tazga lahko pride takrat, ko stran, ki razmišlja o tem, nima plana B. Če plana B ni, potem je seveda ta vojna zelo verjetna in tisto, na čemer mora delati mednarodna skupnost in tudi, če hočete vele sile, je vedno imeti v rokah ta plan B. Definitivno pa se ne smemo pretvarjati. To je možnost. Kako realna je ta možnost? Oceniti, kot sem rekel, težko, ker nimamo vseh parametrov. Vedeti moramo, da mora imeti, poudarjam še enkrat, mora vedno biti plan B. Se pravi, kot je nekdo, s katerim sem govoril pred kratkim, rekel, dokler je plan B, kakorkoli morda ta plan B ni povšeči mednarodni skupnosti, posameznim akterjem, toliko časa je se v jedrski vojni možno izogniti. Ko je določena stran pred tem, da pač je to njej, v njenem razmišljanju edina opcija, potem seveda je to možno. Skratka, težko oceniti. Reči, da pa to ni ena izmed možnosti, bi bilo pa neodgovorno. Ker istočasno se pa dogaja to, da tiskovni predstavnik Kremlja reče, da si Rusija prizadeva izogniti jedrskemu spopadu. V okviru naše jedrske doktrine smo poudarili, da Rusija zavzema odgovorno stališče, da si maksimalno prizadeva, da ne bi dopustila takšnega konflikta. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un danes je obtožil ZDA, da stopnjuje napetosti, svari on pred jedrsko vojno. Skratka, v tej diplomaciji gobastega oblaka, kot smo nekoč v rubriki Poglobljeno poimenovali to diplomacijo, kaj te njune besede pomenijo? Kako jih moramo brati? Da si nihče te vojne sam po sebi ne želi, da se hoče pogovarjati, da se išče rešitve. Da tisto, kar vemo, je najbolj pogosto sredstvo mirnega reševanja sporov, pogajanja, ki mimogrede rešijo prek 90% vseh nesporazumov, vseh sporov, da so še vedno živa, da se dogajajo. Mi seveda moramo verjeti, da po vsej verjetnosti mi, kar preberemo prek medijev, je po moji presoji mogoče 20% tega, kar se dogaja za zaprtimi vrati. Jaz sem prepričan, da je teh komunikacij zelo veliko. In poudarjam še enkrat, in to bi zelo jasno povedal, jaz nisem rekel, da jedrska vojna bo. Vprašali ste me, če je možnost, in odgovor je da. Ko smo pred 2 leti
pisali o tej možnosti, ne, ko se je začelo omenjati takrat. Je bila ta retorika, brala sem dan za nazaj, ne, kaj so takrat voditelji držav izrekali, na kak način so govorili o možnosti uporabe jedrskega orožja in je bilo to veliko, veliko manj tega. Ne. Pa smo takrat že vsi govorili o tej možnosti. Koliko korakov naprej smo torej zdaj? Mislim, kaj se je zgodilo v tem mestnem času, v času 2 let, da smo danes tukaj, kjer smo? V tem času se je zgodilo in se še vedno dogaja nekaj, kar pravzaprav ni vezano samo na 2 leti, ampak je vezano na zadnjih 15-20 let. Mi smo živeli torej od leta 45 do 90 v času relativno stabilnih odnosov, pa še tam moram poudariti, spomnite se raketne krize. Potem smo živeli v obdobju, kjer je vladala neka iluzija, da je prevladal liberalni pogled na mednarodne odnose, ki ga vodijo Združene države Amerike. Zdaj pa živimo v obdobju, v katerem imamo tekmo velikih sil za prestiž, za premoč. In tukaj so samo 2 scenarija. Eden je, ali si bo katere izmed velesil prizadevala, bodi si ohraniti svojo relativno moč, bodi si poskušala premagati ostale, zato da bo postala najmočnejša, ali pa bodo države pristale, kajti to niso samo 2, ZDA, Kitajska, Rusija, 3, na multipolaren svet, v katerem bo, če povem zelo poenostavljeno, vsaka si nekako izpogajala svoj kos vpliva, v katerem, kjer se bo pač počutila varno. In na tem smo mi zdaj. Torej, o tem se mi pogovarjamo. Vedeti pa moramo, ne, da ta proces, in to mi zelo dobro vidimo, ima zelo negativne učinke na določene stvari, na kjer smo pa navajeni. Predvsem tukaj imamo v mislih multilateralizem, se pravi mednarodne organizacije, vladavino prava. In tukaj imamo zdaj torej, po eni strani, kot sem rekel, ples velesil, kjer se bo treba izpogajati za neko vzpogače, in po drugi strani, kaj pomeni to za življenje, ki smo ga bili navajeni do zdaj. Ker ga že zdaj ni, ne? Mi v tem svetu več ne živimo, ne? Torej, to je tako. Ne? Jaz bi rekel, da je vendarle težko reči, da bodo ostale države, ki jih je, če štejemo ključne velesile ali pa najmočnejše velesile, 170 od 192, recimo, in taka groba ocena, da bodo seveda pristale na to, da bi izgubile tiste neke ključne mednarodne inštitucije, ki pa vendarle držijo skupaj to mednarodno skupnost. Zaenkrat saj kaže tudi, da velesile nimajo namena zapustiti centralno med njimi, to je OZN. In to seveda vse kaže, da obstaja potencial, kjer bodo velesile, kjer se bodo procesi in odnosi razvili na način, da bo prostor tudi za vse te, bom rekel, manjše države. Ne? Kajti na ta način bi prevladala miselnost, ki je pravzaprav pomagala k nastanku OZN. Vi morate vedeti, da je v času, ko se je pogajalo o OZN-u, praktično v začetku ni bilo nobene želje zaradi Društva narodov, ki je propadlo kot je. Ampak so potem ugotovili, da v resnici ga rabimo. Zakaj? Zaradi tega, da legitimiramo velesile, svoj obstoj vizavi malim državam. Mi si ne moremo vsega prilastiti in tacati po malih državah. Mi smo zdaj toliko daleč, razvoj mednarodnih inštitucij še toliko daleč, da si zelo težko predstavljati nek brutalen razkol. Ni nemogoč, ampak vendarle obstajajo določeni elementi, ki pa vendarle tudi te države, velesile držijo skupaj. V dobrem in slabem, karkoli si mislimo o tem, je seveda ena izmed teh elementov, mehanizmov tudi pravica do veta. K temu še prideva, k Združenim narodom, varnostnemu svetu.
Tole bi prebrala iz tega teksta, ki sem ga omenila pred 2 leti. Nenapisano pravilo pri govori o uporabi jedrskega orožja in odzivu nanje, da je treba v izjavah biti odločena, hkrati kar se da medel. Treba je pustiti odprte vse možnosti, hkrati pa nobene napovedati eksplicitno. In tle se mi zdi, da imamo zdaj shift v komunikaciji, prav v zadnjih nekaj tednov. Ne? Kot ste prej sami rekli, jaz mislim, da shifta v komunikaciji v tem kontekstu ni, kajti če ste poslušali, če gremo zdaj čez konkretno po državah, brez upravičevanja, govarjava se zdaj o neki točki, v kateri nobena pravila več ne šteje, ker se samo pogovarjamo o tem, bo nekdo pritisnil sprožilce, ne bo. Yeah. Ampak Putin je med drugim rekel, da je pripravljen poslušati mirovne pobude glede Ukrajine. Poudarjam, ne govoriva zdaj o podrobnostih, lahko greva vanje, ampak to ti kaže, seveda, da to je sporočilo, ki pravi, jaz sem pripravljen, ampak tudi meni ni v interesu, da prije do tega, se moramo pa nekje dobiti. Tako da, ne vem, jaz pravim, to je, nisem pripričan, da gre za shift. Zdaj, nekateri pravijo, da in to pogosto slišiš, dva narativa imaš, enega sem zdaj že kar parkrat omenil, drug je pa, da je konkretno imamo mi opravka s predsedniki, ki v resnici nimajo nobene empatije do tega sveta, ki jim je popolnoma vseeno in ki so pripravljeni pogledati v zrak tudi svojih par 100 milijonov ljudi, da jih ne zanima. In zdaj, a veste, komu verjeti? Jaz sem po duši multilateralist in poslušam, kaj ti ljudje govorijo in upam seveda, da, oziroma sem prepričan pravzaprav, tako bom rekel, da prostor za pogajanje je. Raketna kriza, v kateri sem prej na kratko omenil, cel svet se je tresel. Prepričanje je bilo, da je bilo praktično milimeter do tega, da se sproži rdeči gumb, pa do tega ni prišlo. Zaradi tega, ker vendarle sta dva predsednika ugotovila, da se da mogoče neke stvari vendarle dogovoriti. In ne smemo pozabiti, da tukaj zdaj ni samo Rusija, tukaj tudi Kitajska, ki ima svoje interese, Indija, ki ima svoje interese. So vse igralci, ki niso ravno največji navdušenci, kar se tiče jedrske vojne. In zagotovo imajo tudi oni svojo vlogo. Tako da, zato sem prej govoril, da mi mogoče vemo 20% tega, ki se lahko seveda zlorablja tudi v različne načine, lahko tudi temu tako rečemo. Sem pa prepričan, da se v zadnji dogaja ogromno tega, ogromno teh pogajanj, razprav in bomo videli. Če pa nekdo sproži, če se pa zgodi jedrski napad? Spekulirava, je pa v bistvu potem vprašanje, kakšen je odziv. In če pride do odziva na odziv? To je, bom rekel, zdaj bolj vprašanje za eksperte, obramboslovce, vojaške analitike. Glede na to, kar lahko kot laik rečem, je seveda, da nobena akcija ne ostane brez reakcije. In to seveda lahko pripelje do neke točke, kjer bomo midva v tem studiu z enim drugim razlogom. Ki bo zaklonišče, ne pa prostor za podcast. Prvič se v resnici pogovarjamo tako daleč, ne? Mislim, da se moramo. Sem prepričan, da se moramo. Rusija je včeraj, kot je dejal v nagovoru Putin, v napadu na vojaški objekt v Ukrajini preizkusila to novo balistično raketo srednjega dosega kot odgovor na nedavne ukrajinske napade z zahodnimi raketami dolgega dosega na rusko ozemlje. Ob tem je pa to omenjanje 3. svetovne vojne, torej, ker je tukaj vključitev tudi, tudi ta sprememba, kaj sme zdaj Ukrajina uporabiti v Rusiji, do kje, kaj ta sprememba pri odločitvi Združenih držav Amerike. Skratka, omenjanje 3. svetovne vojne te dni je stalnica. Jaz, ko sem pisala vprašanja, sem se zdela sama sebi, a bom res to napisala? Zjutraj, ko sem se vozila v službo, sem slišala na nacionalnem radiju tako isto omenjeno istih stvari. Skratka, je možno, da smo mi, vi ste prej omenili Prvo svetovno vojno, je možno, da smo že tam, da smo že v njej, pa še ne vemo. Ena simpatična
stvar mednarodnih odnosov je to, da temeljijo na procesih, ne samo na odnosih. Kot sem rekel, verjetno se odvijajo pogajanja. Ena stvar, ki bo pa seveda tu zelo pomembna, to pa je treba izpostaviti, in to se bo tudi precej stvari videlo, morda tudi razčistilo, je, ko bo Trump prišel v Belo hišo. Trump je v marsičem, kot vemo, nepredvidljiv. Zelo različni pogledi na to, kakšna vlada sestavlja. Ve se pa ena stvar. To ni človek, ki bi prav z nekim velikim veseljem vojeval. On ne mara vojn. In jaz sem prepričan, da bo kar nekaj vložil v to, da do tega ne pride. On je biznismen. On ve, da zapravljanje denarja za vojaške zadeve lahko kratkoročno morda pomaga Američanom, na srednji rok pa zagotovo ne. Tako da to bo sigurno pomembno. Ne. Niso izpostavila še niti malo, pa bi jo mogla, Ukrajino. Če se pogovarjamo pač o teh velikih silah, Ukrajina pa zdaj v tem plesu seveda krvavine. In tukaj moram reči, da resnično upam na razum do te točke, da bo končni izplen, kakršenkoli že bo, tak, da torej izid te vojne, tak, da Ukrajina karkoli že bo podpisovala, ne bo podpisovala s tresočo roko. Mi ne vemo, kaj ta izid bo. Ena stvar, ki si je pa seveda ne želim, je pa to, da je izid tak, da se Ukrajini dobesedno odtrga en kos zemlja, brez vprašanj. Se na ovo postavljamo. Ker to pa je tudi za nas pomembno. Skratka, a veste, ko se mi pogovarjamo, jaz se zdaj pogovarjamo zelo veliko o teh strahotah jedrske vojne, ampak recimo, da mogoče vseeno se obrnemo na tisto, kar oba upava, da do tega ne bo prišlo pogajanja. Ni nepomembno, ko se ta pogajanja končajo. Jaz vedno znova poudarjam. Predstavljajte si, da neka sila Slovenijo trga tretjino ozemlja. Kaj v tem primeru? In če se to dovoli v nekem drugem okolju, v smislu, pa se bo na ta način končal mir, skratka, da se dobesedno odtrga del ozemlja, kaj to sporoča drugim silam, revizionistom v drugih državah, tudi v Evropi. Skratka, to je tisti strah, na katerega mislim, da moramo biti ravno tako zelo pozorni in zakaj moramo zelo pozorno spremljati tudi, kako se bo, kakšen bo scenarij, ki ga ima morda v mislih Donald Trump ali Elon Musk, ki seveda ima tudi, če gledamo z tehnološkega vidika, zelo močen nadzor nad Ukrajino. Kakšen bo izid tega konkretnega spora, te konkretne vojne, ima veliko težo, veliko relevantnost tudi za Evropo in države, ki so lahko, pa ni to samo Slovenija, lahko predmet tovrstnih revizionističnih ravnanj. Pred leti ste rekli, mislim, da lani, ko smo vas vprašali za komentar. Čas hitro teče. Ja, čas hitro teče. Ste rekli, z drugimi besedami, torej nobenega dogovora ne sme biti brez Ukrajine, ne? Absolutno, na tem še vedno stojim. In še vedno trdim, da je tukaj, slišiš marsikaj, lahko se gremo seveda tudi forenzično analizo, zakaj do tega prišlo, kakšni so motivi enih ali drugih in tako naprej. Ampak kot sem rekel, ko se daš pod črto, je tukaj samo vprašanje, ki je naslednje, ali dovoljujemo agresijo in ali lahko agresor svoje rezultate doseže z igro ničelne vsote. Torej, dobi vse, ne da nič. In Ukrajina seveda takega sporazuma, torej dvomi, da ga bo podpisala, ali pa ga bo podpisala s tresočo roko. In na to moramo biti tudi v Sloveniji zelo pozorni. Zakaj je prišlo do te spremembe pri Združenih državah Amerike? Zakaj je Biden dovolil Ukrajini uporabo raket dolgega dosega? Zdaj, hoče na ta način
pomagati Ukrajini, da ne bo pričakala Trumpa čisto na tleh. Po poročanju tujih medijev se je ta sprememba je povezana tudi z severnokorejskimi vojaki, ne, ki so prišli na bojišče in so na strani Rusije. Ali pa gre po vašem mnenju tukaj za dolgoročno strateško odločitev politiki, tudi sicer ameriški? Zelo težko ocenjujem. Glede na reakcije bom rekel, ameriški notranji politiki, je vprašanje, tako bom rekel, ali bo Trump nadaljeval v tem kontekstu. Vsi vedo, ali pa drugače bom povedal, vsaj toliko, koliko je meni znano, pa nisem ekspert za to področje, da s tem, ker je Ukrajina dobila in kar bo dobila do konca Bidenovega mandata, ne more dobiti vojne v Rusiji. To je jasno. In zdaj od tu dalje torej bi sam rekel, da je še vedno treba počakati, kakšni bodo prve poteze Donalda Trumpa. In takrat bomo lahko več ocenili. Zagotovo pa je to Ukrajini seveda v pomoč. Ampak, kot sem rekel, tisto, kar je, mislim, da bolj ali manj jasno že nekaj časa, oziroma mogoče zelo dolgo časa, je, da Ukrajina sama tudi z vojaško pomočjo težko premaga Rusijo. In da bi seveda za ta scenarij verjetno, če bi hoteli iti v to, da bi premagali Rusijo, da bi zaščitili ozemeljsko celovitost Ukrajine, bi verjetno morali dejansko odpreti totalno vojno z Rusijo. Pisala sem tudi vprašanje, ali smo na robu svetovnega konflikta, ne? In potem me je prihitev Putin, ne? Ki je v televizijskem nagovoru rekel, da je ta regionalni konflikt dobil značaj svetovnega konflikta. V perspektivi nazaj, zgodovinski, ne? Vi ste omenjali Prvo svetovno vojno, se lahko tle česa oprimemo, nekih naukov tega, kako so stvari šle, ali smo na povsem neznanem terenu. Za neke vzporednice vaše vas mogoče sprašujem. Razlika med dogajanji v Prvi svetovni vojni in danes je v mednarodnih organizacijah po eni strani in pa globalizacijskih procesih, ki so vendarle države danes bistveno bolj povezale. Ko se pogovarjamo o torej mednarodnih odnosih, mi ne moramo iti mimo mednarodnih ekonomskih odnosov in povezav, ki tukaj obstaja. Sankcije imajo svojo vlogo, države morajo na to računati. Seveda, ne, to večkrat slišimo, kako je del strategije, ne samo Rusije, ampak tudi ZDA, če hočete Kitajske, da se zapre vase, torej da ima čim manj trgovanja, zato ker je s tem njena odvisnost manjša. Ampak vendarle, ne, to je težko, ne, zaradi tega, ker so v bistvu tudi, recimo, če hočete, odnosi med ZDA in Kitajsko, recimo, ne, samo za kratko, zaradi argumenta, kjer seveda obstaja zdaj te velike grožnje, ne, strahotnih carinah vizavi Kitajski. 60, enico 100 pravijo, 100%. Mi seveda ne vemo tega, ne, ker pa vendar obstaja. Ne, obstaja ogromno ameriških biznismenov, vključno z Muskom, ki imajo seveda velike investicije na Kitajskem. Ne, in to so stvari, ki se bojo prej slej, bojo mogli nekako priti torej na plano, seveda so scenariji lahko različni, pa vendar je to treba vedeti. Ne, torej države med sabo sodelujejo in poslujejo. In po drugi strani, kot sem rekel, ne, tistega, kar prej ni bilo, ne, so te mednarodne organizacije. Prej praktično ni bilo neke komunikacije, zelo malo. Ne. Društvo narodov niti niso bili vsi noter. ZDA ni bilo recimo noter. Potem so prihajali, odhajali, kolikor se je kjer izdelo. Tega danes ni. In zato sem govoril, na teh komunikacijskih kanalov po eni strani več, po drugi strani interes držav je, da se multilateralizem na neki točki ohrani, tudi velikih držav. In to so vse elementi, ki morajo oziroma so v tem kontekstu iskanja rešitev za konflikte. Ne. Ker tudi, mi se zdaj seveda pogovarjamo iz jasnih razlogov, ne, predvsem v Ukrajini, ne. Težjih konfliktov, s katerimi se države spopadajo, tudi drugod po svetu, seveda še toliko več. Ampak ja, pomembno je vedeti, da to je temeljna razlika.
Prej so imeli države bistveno manj možnosti se pogovarjati, kot jih imajo zdaj. Če se sam še malo navezano na vas, prej ste omenili raketno krizo. Kaj pa če pogledate torej sedanje voditelje, če gledamo Trumpa, ki bo nastopil v kratkem, in Putina, v primerjavi z voditelji takrat, ko se je ko je bilo milimeter do rdečega gumba, kako bi ocenili takratne voditelje v primerjavi s tema dvema? Lahko potegnemo kakšne usporednice? Ko enkrat pride do totalne vojne, pravzaprav takrat se mi zdi, da je karkoli govoriti, nima nobenega smisla. Recimo nekdo bi lahko rekel, če se samo za sekundo še nazaj na prvo vojno, nekdo bi lahko rekel, pa takrat nisem imel raket, pa takrat nisem imel atomske bombe, pa tako naprej. Koliko je bilo? 30, neznačna cifra, ampak se govorimo o desetinah milijonov mrtvih. Brutalno pobitih. Več kot polovica civilistov. Skratka, takrat si v točki, ko ti ni nič sveto. Mi se hočemo temu izogniti. Ko mi rečeva, a je bilo, kakšni so bili takrat voditelji, kakšni so bili sedaj voditelji. Še vedno je vprašanje te končne odločitve. Ko se za to odločiš. Ker ko se za to odločiš, pride do tega, kot sem rekel, kar našteje. Zame, drugače povedano, zame recimo ni toliko vprašanje, a zdaj smo blizu rdečega gumba ali nismo blizu rdečega gumba, mi se mu želimo izogniti, vemo, da možno je, ker če se ta gumb pritisne, je konec kakršnega koli razmišljanja o svetosti življenja, o empatiji in tako naprej. Vi lahko to vidite na zelo mikronivoju. Spomnite se torej obdobja 90-ih in spopadov na področju nekdanje Jugoslavije. Človeško življenje takrat ni bilo vredno nič, ker smo bili v obdobju totalne vojne. In seveda, tudi verjetno zaradi tega sem o tem pogovarjala, največjo težo oziroma največjo žrtev bodo tukaj predstavljali civilisti, vi in jaz. Midva se za ta podcast dogovorila kar pred nekaj tedni nazaj, ko so zadeve zelo eskalirale na Bližnjem vzhodu. Danes oziroma včeraj je Mednarodno kazensko sodišče izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra in pa vodje oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelski zunanji minister je v tem prvem odzivu zavrnil naloge z besedami, da gre za napad na pravico do obrambe. Primerjajo v Izraelu to z Dreyfusovim procesom. Kako lahko v poteku dogodkov, kaj lahko izdaja teh nalogov spremeni? To, kar je naredilo Mednarodno kazensko sodišče, je nekaj, kar je moralo narediti. V smislu, presojalo je o naravi zločinov, za katere je odgovoren predtem Putin in zdaj Netanjahu. Presodilo je, kot je presodilo. To ni, in to je treba zelo jasno povedati, to je priporni nalog. To je samo začetna faza, ki seveda zelo veliko očitno pomeni tem politikom. Kaj vam to pove? Če bi se izraelskemu premierju zdelo, da je to nekaj, kar je nepomembno, se na to niti vzelo ne bi. Očitno mu je pomembno. Kaj vam to pove? Da očitno mednarodno pravo vendarle še nekaj pomeni. Da mednarodno kazensko pravo vendarle še nekaj pomeni. Tudi recimo, če pogledate, ko se je odvijala iraška vojna in so si ZDA na vsak način prizadevali, da bi njihovo početje v Iraku odobril varnostni svet, pa ne bilo dela brez njega. Zakaj so šli skozi varnostni svet? Zato, ker so hoteli imeti legitimacijo za svoje početje. In tukaj tisto, kar seveda Netanjahuje skrbi, je, da večji del mednarodne skupnosti mednarodno pravo in mednarodno kazensko pravo jemlje resno. Naš premier Golob, je zelo jasno povedal, če prestopi mejo Slovenije, bo priprt. In o tem se pogovarjava. A veste, zdaj razlogi, obrambna vojna, glejte,
Netanjahu seveda ima veliko, po mojem globokem prepričanju, on ima možnosti več, kot pa morda jih želi videti, ali pa jih preprosto noče. Vi veste, da je bila 2 dni nazaj, je bil osnutek resolucije v Varnostnem svetu, ki je predlagal, zahteval prekinitev ognja in izpustitev talcev. 14 držav, Velika Britanija, zaveznica ZDA, je dvignila roko. Edina država, ki je bila proti temu, je bila ZDA. Kaj se v vmesnem času dogaja v Izraelu? Netanjahu za vsakega izpuščenega talca, ljudem v Gazi, stanju, v katerem se ljudje tam nahajajo, lahko spregovorijo, oziroma se lahko pogovarja verjetno ure in ure, ponuja vsakemu, ki bo katerega koli talca pomagal najti, $5 milijonov. Za vsakega. Kaj vam to pove? Vseeno mu je. In samo na tej točki, vseeno mu je pravzaprav, kaj si svet misli. Ampak očitno ga je pa to prizadelo. In prav je, da ga je prizadelo. In jaz iskreno upam, da vse države, ki so članice Mednarodnega kazenskega sodišča, bodo seveda tudi to vzeli resno. Kajti edino na ta način bodo domnevni zločinci razumeli, da pač v mednarodni skupnosti niso zaželeni. Izrael, mimogrede, je razglasil generalnega sekretarja Združenih narodov Guterreša za persono non grata. Netanjahu je sedaj v mednarodni skupnosti nezaželen, oziroma, če pride, bo zaprt. Veliko sporočilo. Ampak Orban je pa rekel, da bo Netanjahu v znak ljubovanja povabil na obisk na Madžarsko. Madžarska predseduje svetu EU. In da odločba Mednarodnega kazenskega sodišča glede tega pač na Madžarskem ne bo imela nobenega učinka. Zdaj, kaj je to, kar vidimo, kar slišimo? Vemo, da je Madžarska članica tega sodišča, ni pa sprejela statusom povezane konvencije, zato trdi, da ji ni treba upoštevati odločitev. Ampak to, kar smo slišali danes, kaj namerava, kakšna sporočila so to, kaj to pomeni? Torej, najprej moramo vedeti, da so seveda izjeme, oziroma da pač so države, ki so članice, pa ne spoštujejo tega. Torej, kar od njih Mednarodno kazensko sodišče zahteva. Mongolija, recimo, je dovolila obisk Putina v Mongoliji, kljub temu, da je članica Mednarodnega kazenskega sodišča. Mongolija je imela svoje razloge. Je vendarle med dve sosedi sta Kitajska pa Rusija, in pač razmišlja na drug način. To je ne opravičuje, ampak seveda to naj potem vrne na Orbana. Država, Madžarska suverena država, ima voditelja, ki pač tako misli. Zdaj, kako on to spremlja, kakšen bo njegov pogled na to, če se bo Netanjahu tam pojavil, tega, kot rečeno, ne more prepričati nihče, ampak ker ste me že to vprašali, je pomembno vendarle poudariti nekaj, da to dilemo lahko imajo še kakšne druge države. Češka, Nemčija. Kaj bo naredila Nemčija? Če se recimo hoče Netanjahu srečati za politiki v Nemčiji. Ga bo zaprla? Ne vemo, bomo videli. Ampak, in če ga ne zapre, Francija pa je recimo izrazila podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, kaj to pomeni za Evropsko unijo? Kaj to pomeni za zunanjo politiko Evropske unije? Kaj to pomeni ključno za vrednote, ki jih Evropska unija zastopa, ima zapisano v vseh svojih pogodbah? To je eden izmed tistih delčkov. Vi me sprašujete po delčkih, mi da lahko na koncu stava, ampak vsi ti delčki kažejo, da imamo mi, poleg seveda te hude grožnje, zgobo, veliko teh malih stvari, v katerih se moramo izjasniti in videti, kje smo. Pa se. Vi in jaz so se učila o demokraciji, o evropskih vrednotah, o evropskih normah, o solidarnosti, o tem, da treba pomagati revnejšim in tako naprej.
Zelo smo se zgledovali po teh velesilah, ki so držale Evropsko unijo po konci. Ne upam trditi, ampak definitivno, če bi se slučajno zgodilo to, da bi imel recimo Netanjahu prost vstop kljub članstvu v Mednarodnem kazenskem sodišču v 1, 2, 3, 4 državah v Evropi, je to en tak, zelo slabo sporočilo. Prej so govorila o nacionalistih, revizionistih, populistih, da je seveda vse mogoče. Tako da v tem kontekstu ima še posebej Nemčija, pa ni edina, tudi Češka, pa še katera, zelo odgovorno vlogo, sporočilo. Se pravi, a se pogodbe spoštujejo, ali se ne spoštujejo. In če se izkaže, da iz nekih razlogov, ki mi grede, po mojem globokem prepričanju, zgodovino nimajo velike veze, torej podrejo pravzaprav to pravo, to seveda ne bo dobro, oziroma nam seveda vsem skupaj pošilja zelo, zelo, zelo slabe signale, da nas mora skrbeti. In kje je tukaj zdaj Evropska unija, ko ste omenili? Torej, da se stavijo te delčke? Evropska unija ima zelo veliko problemov, ki se jih morda niti ne zavedamo čisto dobro, ker nam niso tako vidni. Zdaj, zelo veliko se seveda govori o teh političnih, zelo veliko govorimo o populizmu, zelo veliko govorimo nenazadnje tudi o Izraelu, da se recimo pred našimi očmi, take so domneve, to sodišča pravi, to se nisem jaz mislil, genocidna ravnanja, kjer dobesedno trpaš palestinsko prebivalstvo v en kot. O tem se veliko pogovarjamo in o tem razmišljamo. Vsakega časa pa mogoče pozabimo še eno stvar, da ima Evropa bistveno večji problem, ko gre za tekmo z velesilami. Prvič je itak, kot vidimo, ne deluje kot koherentna enota. Drugič, po tehnološkem razvoju jo globoko in na široko prehiteva Kitajska in jo prehitevajo ZDA. Evropa sedaj, če govorimo o top tehnologijah, v resnici pomeni zelo malo. In zaostajamo. A veste, se pravi, če se mi nismo sposobni, če greva zdaj na tak način, če se mi nismo sposobni več poenotiti, niti osnovnih vrednotah, če dopuščamo prostor populistom, potem seveda to pomeni, da nimamo energije, da stopimo skupaj in se osredotočimo na res neke zelo pomembne rešitve, ki jih pač potrebujemo. Draghijevo poročilo, mimogrede, o katerem se lahko zelo veliko pogovarjamo. Tudi recimo, bom rekel tako, veliko stvari, o katerih bi se lahko kregali. Ampak, kar je pa ključno, je pa njegovo temeljno sporočilo. Ne samo, da bi on vrgel v ta evropski projekt, da se resetira 800 milijard evrov, ampak to, če se nam vzamemo v roke, bo trpela demokracija, bo trpela solidarnost, bo trpel v bistvu naš položaj gospodarski in tako naprej po celem svetu. To je glavno sporočilo. Če mi tega sporočila ne razumemo, poudarjam, lahko se pogovarjamo o tem, ali je vse v tistem sporočilu, tudi za nas za Slovenijo dobro. Ampak glavno sporočilo je jasno, če se mi ne vzamemo v roke, bomo ta prvi, ki bomo v tem plesu, kjer nas smo prej govorila, plesu velesil, potegnili kratko. Ker niti ena od teh držav, Nemčija, Francija, to so najiskreneje povedano, to so palčki v tem svetu. Samo Evropska unija kot celota, koherentna, lahko funkcionira. Dokler smo mi, jaz kot učitelj sem leta in leta govoril, mogoče se tudi zdaj to slišala, sem govoril eno primerjavo enega torej zelo pomembnega politika, ki je nekako govoril na tak način, torej imamo Indijo, imamo takrat v tistem času pač Sovjetsko zvezo, imamo ZDA, to so vse take kompaktne enote, zelo jasne enote, pa imamo pa en kurnik v Evropi, kjer te kure letajo brez glave in jim ni jasno pravzaprav, kako se sestaviti skupaj. In mi smo danes spet na tej točki. Mi v Evropski uniji počasi vedno bolj delujemo kot kurnik, kjer v resnici ni več popolnoma jasno, torej, kje so avtoritete in predvsem spet kakšna naj bi bila usmeritev, ne glede na vse, kar je napisano,
in tem smo govorili, zapisane so tudi norme vrednote, pa ne, ni lih bi človek rekel, da se jih 100% spoštuje. Kje bo torej ta prihodnost? Samo še malo ostaneva pri Bližnjem vzhodu. Zdaj, to, kar gledamo, eskalacija, ne vem, če je dovolj močen izraz, to, kar Izrael počne civilnemu prebivalstvu v Gazi, ne vemo, kateri izraz se ga uporablja in zakaj ga je sodišče uporabljalo. Absolutno ga upam izreči. Genocid, ponovitev holokausta ima drugače napisano. Regija je postala v bistvu iz soda smodnika sod, ki gori, ne, in kaj lahko prepreči, da ta sod ne eksplodira še bolj, kot že je? Težko. Težko. Tukaj pravzaprav se bojim, da je morda razkol med retoriko in akcijo, med vsemi krizami morda celo največji. Seveda so krize, kot v Sudanu, recimo, ne, kjer je 26 milijonov ljudi na robu lakote oziroma gladujejo, ampak kot vidite, tega v medijih ni. S tem se mene ukvarja. Zakaj sem toliko pesimističen glede Palestine? Je zaradi tega, ker se za njo v tem trenutku res zavzema v bistvu samo OZN. Ostale države so, če smo čisto pošteni, polni retorike. Edin glede ene države je pa podpora popolnoma jasna, nedvoumna in seveda tudi v tem kontekstu, v materialnem in sicer zelo konkretna. In to je podpora do Izraela. Izrael ima za sabo podporo Združenih držav Amerike in prej sem že govoril, še kakšna druga država. V sami regiji, bližnjevzhodni regiji, opaste kakšno veliko željo potem, da bi se naredila neka nova fronta, da bi poskušali nekako ta Izrael omejiti. Ni. Izrael je dovolj močen, tudi brez ameriške podpore, da dela v Palestini in v regiji, kar hoče. Ta država je tehnološko razvita, ta država je zelo oborožena in to seveda Netanjahu ve. Karkoli bo počel, v resnici mu nihče ne more nič. Zato si Izrael tudi privošči to, kar si privošči. Zato so oni sposobni prihajati v OZN in trgati ustanovno listino pred javnostjo. Tako da tisto, kar pač pravim, sem pesimist, edina stvar, ki me zanima pri tej celi zgodbi je, če je kje vendarle meja, na kateri bo nekdo rekel, da vse, kar je, torej, da je dovolj. Mi se pogovarjamo o 2 milijonih plus prebivalcev, ki se jih stiska v kot. Zaradi razlogov, katerih seveda lahko pač govorim, pa definitivno je glavni razlog je ta, in to je primerjava med Rusko federacijo in Izraelom, verjetno na mestu. Ne? Izrael pač hoče imeti pas, v katerem je pa se pač počuti varno in njemu pač Hamas oziroma Palestinci pač predstavljajo težavo in pač dela to, kar počne. In pravim, kje je meja. Kaj je tisto, kar bi mednarodno skupnost budilo, da bi resne sankcije in res zagrozilo Izraelu, da v to dalje ne gre več. Ne vem, ne želim spekulirati, ampak kaj? Pometati jih v morje? Ne vem. Kje so vsem tem trenutno, zdaj prihajamo k Združenim narodom, kdaj bomo doživeli reformo Varnostnega sveta Združenih narodov? Vi ste prej omenili pravico veta, ki da vseeno je z nekim razlogom tam. Zdi se, da trenutno deluje zdaj že kar nekaj časa kot farsa, da je onesposobljen, da sistem veta je cokla, ne samo cokla, neka zategnjena zanka, za vratom učinkovitosti, pravičnosti in s tem miru. Ne? Kdaj pričakovati, če reformo? So to naivne misli? Torej, moramo vedeti, da reforma Varnostnega sveta poteka
odkar je OZN nastala. Zato, ker od samega začetka države niso bile zadovoljne torej razen teh 5, seveda, niso bile zadovoljne s tem, da pač pravica veta je. Ampak že takrat se je vedelo, da brez tega seveda OZN ne bi bilo. Danes imamo zelo veliko, tudi v naših logih, če hočete, argumentacij, da država, ki je v vojni oziroma ki je agresor, seveda ne more odločati o svoji lastni usodi. In vendar se pa isto ta kategorija zaveda, da je zelo težko prepričati stalne članice Varnostnega sveta, da sami sebi odzamejo nekaj, kar imajo. In to je jasno. Torej, kratek odgovor na vprašanje, bo veto zginil, ne bo. Ampak tisto, kjer pa vendarle je dovolj prostora in kjer iskreno upam, da bo reforma šla, malo se seveda to že nakazuje, je, da v imenu civilizacije, v imenu civilizacijskega napredka, da države stalne članice Varnostnega sveta ne uporabljajo pravice veta takrat, ko gre za zločine proti človeštvu. Zdaj, seveda boste verjetno upravičeno rekli, ok, kaj pa zdaj Ruska federacija. Ne? Spet mu rekel, govorimo o procesu. Mi enostavno, mi kot mednarodna skupnost se moramo do obsega veta opredeliti. Kako bo ta veto izgledal čez 10-15 let, ne vem, ampak to je edina pot. Veto mora imeti omejitve tam, kjer je mednarodna skupnost gotova, da se glede določenih stvari, ki se pač ne smejo delati. In to je vprašanje agresije, vprašanje genocida, kršenje humanitarnega prava, zločini proti človeštvu. Tam pač je nemoralno, ni prav uporabljati veto, ker zato OZN ni bil ustanovljen. Ko je bil OZN ustanovljen, sem prepričan, tudi zaradi situacije, ki se je dogajala Judom, grozljiv holokaust, v tistem času, ko so delali načrt, in recimo, da malo poznam pogajanja v tistem času, ko sem jih študiral, nihče ni govoril o tem, da bi se lahko neka oblika takega grozovitega znašanja nad ljudmi lahko še kdaj ponovila. Pa se je večkrat. Konec koncev Srebrenica, če hočete, Ruanda. Ampak ravno zaradi teh razlogov je po mojem mnenju nujen pritisk na velesile, da se izrečejo, kje se veta ne sme uporabljati. Pravim, to ni z danes na jutri, to je proces. In dokler ta proces je aktiven, dokler ta proces poteka, je upanje, da bodo na neki točki države ugotovile, da vendarle ne. Je pa res, če gledamo zdaj, tukaj, zdaj v tem trenutku, je to skoraj da nemogoče, ampak ne smemo pozabiti, pred 200 leti tudi nihče ni računal, da bo odpravljeno suženjstvo, pa se je odpravilo. Pred 150 leti nihče ni pričakoval, da bodo ženske imele pravice, svoje pravice, da bodo enakopravne, pa se je to vendarle dogajalo. Tako da mednarodni odnosi so pač ena taka zanimiva disciplina, kjer se malo stvari reši na kratek rok. Včasih pač na roko, v katerem ne vi, ne jaz, ne bo več na svetu, pa upeva, da se bodo vseeno rešile. Če ne bo prej prišlo do jedrske kataklizme. Če ne bo prišlo do jedrske kataklizme. Ampak, kot sem rekel, še enkrat, ker vidim, da vas to zelo skrbi, ker verjamem, tudi mene, ampak še enkrat poudarjam, realna možnost je, hkrati pa, dokler je plan B, dokler dobivaš signala, so se države pripravljene pogajati, dokler veš, da mi še enkrat 80% vseh komunikacij niti ne vemo, kje se dogajajo, kako se dogajajo, je seveda realno pričakovati, da do tega ne bo prišlo. Ampak delati se, to ni varianta, to se pa jaz ne upam. Okay. Zdaj prideva do Trumpove zmage, večkrat ste ga že omenili, kako velik game changer je tudi za vse te stvari njegov nastop. Kaj pričakujete, kje vidite možne scenarije?
tukaj so seveda vprašanja in glede tega, kar ste razlagali, o teh delčkih, ki sva jih zlagala, in za mednarodne odnose, in za svetovno gospodarstvo. Kako velik game changer je nastop Trumpa? Zdaj, to ni več tisti Trump, kot ko je prvi zmagal. Ta Donald Trump je morda karakterno, se verjetno ni hudo spremenil, pa se je veliko naučil in tudi veliko opazoval. Zdaj, kako se bo to manifestiralo v njegovi zunanji politiki, in jaz sem prepričan, da je on tisti, ki bo vodil zunanjo politiko, nihče drug, je to seveda nekaj, o čemer zelo težko spekulirava. Kar pa vidva, oba, je pa to, da se na Trumpa pripravlja in Evropa, da se na Trumpa pripravlja in Kitajska, Indija. Recimo ni slučajno verjetno, da sta Indija in Kitajska zakopala sekiri, saj začasno, ko gre za obmejne spore, kjer je 2021 prihajalo do zelo konkretnih konfliktov. Zaradi tega, ker enostavno nista prepričani, kakšen bo njegov odnos, ne samo do Kitajske, kamor obljublja takšne in drugačne carine, ampak seveda tudi Indija. Indija je tudi konkurenčna država, Bangladeš je konkurenčna država, kako boš ravnal z njimi. Tako da, a veste, zdaj se dogaja nekaj, na kar mogoče Trump ni računal, ampak kar je, oziroma drugače povem, na kar Trump bo mogel računati, to je, da se te države zdaj pozicionirajo. Spravi še enkrat, Indija, Kitajska, zapriseženi, ali pa države, ki ste v zelo veliko konfliktu, BRICS, stare države ne spijo. In tudi mogoče med vsemi še najbolj spi Evropska unija. Tukaj je enostavno zaradi tega, ker ti imaš pač države, ki odkrito simpatizirajo z Trumpom zaradi ideoloških razlogov, ker jim je všeč ta njegov avtokratski nastop, ki jim je všeč to, recimo, kar je seveda zdaj za njega konkretno izjemna stvar, da imaš ti pod kontrolo pač ustavno sodišče, da imaš ti pod kontrolo oba doma parlamenta. To je luksus. Ampak še enkrat, tako kot sem rekel, nihče ne sme pa, po mojem mnenju, Trumpa gledati kot nekoga, ki je eden izmed jezecev apokalipse. Jaz sem pričan, ta gospod je biznismen in tudi se mi zdi, da, in kot sem že prej rekel, ker je to zelo pomemben, to ni človek, ki bi si želel vojno. On ni tak tip politika. Je pa seveda po vsej verjetnosti, ker bomo verjetno na prvi točki dosegali, je to, da bo prišlo do trgovinske vojne, ta praktično že poteka. Svetovna trgovinska organizacija praktično tudi, če ne bi bilo več. Globalizacija, ko smo jo poznali, in bodimo pošteni, to je bila globalizacija, ki je ustrezala samo Zahodu, ne Kitajski, oziroma Kitajska jo je izkoristila, če hočete, zato, da se je preko tega, da je bila cenena delovna sila na voljo, da se tudi proizvodi tam prodaja zelo poceni, v bistvu sama sebe na nek način krepila. Kitajska je druga Kitajska, kot je bila recimo pred 20 leti, to so vse zdaj močni akterji. In zdaj to Trump ve. In zdaj samo vprašanje, ali bo, komu se bo v bistvu, na kakšen način se bo splačala ta trgovinska vojna. Ker Trump mora gledati tudi na svoje voljivce in Trump mora gledati, kot sem rekel, tudi na biznismene, tudi na Elona Muska, ki ima interese ne samo na Kitajskem, v Indiji in tako naprej. Skratka, scenarij, po katerem se vsaka država zapre vase, je zagotovo slab scenarij, zato ker si ne znam predstavljati, da bi v tem scenariju, tudi sicer, če gledamo zgodovinsko, avtarkije niso imele neke perspektive. Drugo pa je pač parcialna pogajanja, ZDA, Kitajska, Indija. Tukaj se mi zdi, da je nekako tako, če to nekako poskušam povzeti, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, in tudi pri Trumpu govorijo o mednarodnih odnosih, se mi zdi, da bo on pri njega predvsem zanimal biznis. Ker je sporočilo Evropi je zelo pomembno tukaj. A veste, ne? In odziv Evrope? Prosim? In odziv Evrope? Ja, to bomo pa zdaj videli. Se pravi, v bistvu ena stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je ta, lejte, če hočete med obramo, morate za njo dati.
Ne? In tudi sicer Evropa sigurno se poskuša regrupirati, ampak kot sem rekel, jaz zaenkrat, če ne vidim te enotne fronte, enostavno je ne vidim. Tudi ne nazadnje, če se prej pogovarjali o Ukrajini, če misli res to držati obljubo, da ne bo dal niti centa več, da bo rešil zadevo v 15 minutah oziroma 24 urah, kot je rekel, ne vem, dajmo videti, to bo tudi to, ne znam si predstavljati. No, hočem samo povedati, da vse, prej so se pogovarjala o tem kurniku in ostalih velesilah. Ostale sile imajo svojo zgodbo, Evropa je nima. In to je tisto, kar mogoče, zaradi tega se mogoče tudi mi da to zelo pogovarjava, ker Evropa nima odgovora. O ostalih državah sem prepričan, teh večjih silah sem prepričan, da se to ne dogaja. By the way, oseba, ki sem jo omenil že parkrat, je pravzaprav to je utemeljitev panevropskega gibanja, konzervativc, mislim, da je bil Ljudska stranka, če se ne motim, Coudenhove Kalergi. Torej, ne bilo že takrat vse jasno. No? In to se zdaj vedno znova, to je bila ta njegov pamflet, je bil, mislim, da 1920 objavljen, danes 100 let kasneje, iste stvari. Zato pravim, Evropa nima zgodbe, Evropa nima jasnega stališča, Evropa ni enotna, vse ostale so. Vse ostale bodo iz tega plesa, tudi v odnosu do Trumpa, povlekle, po mojem globokem prepričanju, bistveno več, kot bomo mi. Zato se je, oprostite, tudi z velesilami, tudi če gre za posamezne države, vedno treba pogovarjati. K temu še prideva, čisto na koncu najnega podcasta. Še eno vprašanje, pomembna tema. V Bakuju naj bi se danes končala 29. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Kako bi jo opisali, kar smo videli do zdaj? Do zdaj? Danes je petek, danes se še pogajajo, tako da treba bo videti, mislim, da ključna stvar je dejansko ta pomoč finančna državam v razvoju in pa malim otoškim državam, ki dejansko za to, kar se dogaja, niso krive in jim je treba enostavno omogočiti, da se iz tega, torej če že ne izvlečejo, pa saj v bistvu, da na nek način se lahko ustrezno pač prilagajajo. Ne vem, recimo, a veste, lani smo bili v Dohi in zgodba recimo Salomonovih otokov, se spomnim, a veste, pride orkan, vse zravna zemljo, zgradijo, postavijo na novo, spet zravna zemljo, to si mi sploh ne znamo predstavljati. Ne? In to so države, ki v celoti gledano spustijo v zrak 2% recimo na vseh toplogrednih plinov. Tako da tukaj bo treba videti, kaj bo. Ne? Jaz vem, da se zdaj okrog tega to zelo veliko pogaja. Drugače pa sporočilo je pa jasno, skratka korak nazaj, nesporno. Zato je, ker lani v Dubaju, sami veste, so se države zavezale temu, da se bo treba začeti odrekati fosilnim gorivom. Tukaj temu ni več govora. In to lahko začnemo kar od glavnega koordinatorja pogajanj, navzdol v bistvu, da veliko držav preprosto tega noče videti, noče slišati. Skratka, v tem kontekstu, če gledamo samo z tega vidika, se pravi trenda, da se poskušamo izogniti, torej da poskušamo vsaj razmišljati o tem, da bi se postopoma torej izognili fosilnim gorivom, je to definitivno korak nazaj. Zdaj za nekatere fiasko, za nekatere pa priznavanje realnosti. In ta realnost, predvsem za državo razvoja, pač vi ste imeli, vedno to rečejo, vi ste imeli 200-300 let, da se razvijate, vmes ste nas tlača, zdaj bi pa radi, da mi bi pa čez noč v bistvu spremenili našo logiko. Če že, potem ne vem, dajte 5000 milijard, pa bomo investicij, pa se bomo poskušali zmeniti, v nasprotnem primeru nas pa puste primerne. In zdaj smo tukaj. Tako da Brazilija, drugo leto, 30. obletnica, ko pa bo imela izjemno težko nalogo. Ne pozabiti tudi, da je Brazilija članica BRICS-a. In sem prepričan, oziroma upam, verjamem, da se že danes v bistvu na ta zgodovinski moment, kjer bo res treba videti, kje smo, že intenzivno pripravljajo, ker narava pa svoje govori, vi sami vidite, kaj se dogaja. Zdaj smo videli to v Španiji, Slovenija imela strahotno izkušnjo. In nekaj bo treba narediti na globalni ravni. Dokler mi na globalni ravni nimamo akcije, bodo pač podnebne spremembe šle svojo pot in bomo videli. Tako da prej ste govorili, če gre spet na to najno jedrsko vojno, ker se veliko pogovarjava danes. Na nek način se nam v bistvu kataklizma dogaja že iz Gorne. Tako je. Zdaj pa razčistiva še to dogajanje, kar se tiče vaše službe pri predsednici države, torej kjer ste njen svetovalec za mednarodne odnose. In jo s ponosom upravljam. Ok. Torej,
Pred dnevi smo poročali o zaostritvi odnosov med uradom predsednice države in kabinetom predsednika vlade. Najprej je počilo zaradi predsedničinega vabila kitajskemu predsedniku, nato še zaradi vabila alžirskemu predsedniku. Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za mednarodne zadeve in nacionalno varnost, je bil tako na tiskovni konferenci kot v intervjuju za N1 zelo oster. On je rekel v zvezi s tem: lahko rečem, da je vsem znano, da se zunanja politika, med drugim tudi vabila tujim državnikom, uresničuje v dogovoru med državnim zborom, vlado, predsednico republike in zunanjim ministrstvom. Rekel je pa tudi: v slovenski zunanji politiki sem od prvega dne in vem, da vsak Slovenec ve, da zunanje politike ni mogoče izvajati brez vlade, in to je vse. Ter glede tega kitajskega predsednika pravi, da ni bil načrt obiskov. Vsako takšno povabilo bi moralo biti usklajeno med vsemi akterji zunanje politike, torej med državnim zborom, ki določa smernice, vlado, predsednico republike in zunanjim ministrstvom. Ob tem pa bi morali skupaj oceniti, ali bi bil v tem trenutku tak obisk tudi najboljša izbira. Zakaj se niste posvetovali s kabinetom predsednika vlade? Več vprašanj, bom odgovoril seveda, ne, več tem ste tukaj načeli in mogoče vseeno poskušal bom povrti, če pa kaj pozabim, pa spomnite. In sicer samo povabilo, torej to, ki ne gre za neko pogruntavščino, gre za v bistvu kar en tak dolg proces, v katerem se vabi predsednika edine države, stalne članice varnostne edine velesile, ki še ni bila v Sloveniji. Predsednik Pahor ga je vabil in je šlo v bistvu na nek način, lahko reči, da je šlo za neke vrste ponovitveno vabilo. Zdaj, motiv je mislim, da dosti jasen, in sicer Slovenija je stalna članica varnostnega sveta. Slovenija tam upravlja izjemno dobro nalogo, zelo dobro vlogo. Kaže tisto, kar je blazno pomembno v tem kontekstu, to je, da nismo od nikogar in da sledimo nekim normam in vrednotam, za katere mislimo, da smo prav. In v tem kontekstu je seveda se to vabilo kaže kot izrazito relevantno. Kar se tiče vaših vprašanj okrog tega, kdo kje vabi, na kakšni so postopki in tako naprej, o katerem je državni sekretar evidentno veliko govoril, lahko komentira samo, da urad Vlade Republike Slovenije, zdaj govorim dejansko o uradni funkciji, tega ne komentira, ker so to interne zadeve in tudi tukaj na tem področju ne bom posebej ustavljal. Kar se tiče širše slike, se pravi, in o tem je bilo tudi nekaj govora, obračanja k Kitajski, je treba vedeti eno stvar, ki je blazno važna tukaj, torej Slovenija, in to je tudi stališče seveda urada. Slovenija je članica Zveze NATO, Slovenija je članica Evropske unije, OECD-ja in je privržena transatlantskim institucijam in glede tega nikoli in nikdar ni bilo nobenega spora. Dvoma. Ali to pomeni, da se z drugimi ne smemo pogovarjati na tak ali drugačen način? Mislim, da na ta odgovor vprašanje, torej na odgovor na to vprašanje dala sama vlada, ki je, kot veste, poslala 4 delegacije v Kitajsko. In pravzaprav to zelo dobro utemeljuje, po mojem prepričanju, saj minister Han, ki je na to temo, se pravi, kaj pravzaprav mi lahko pričakujemo od Kitajske, predvsem pa, kje so limiti, ko česa se mi ne pogajamo in kje poskušamo iskati priložnosti v Forbesu, ki je, se mi zdi, nekako v tem vašem okviru. Forbes Slovenija, ja, nedavni intervju z Matjažem Hanom. Tako da je v tem intervjuju pravzaprav zelo veliko tega povedal, ker se mi zdi, da je v tem trenutku bolj relevantno, kot pa stvari
o katerih, kot sem rekel, ki so interne narave in katerih ne želim govoriti. Ampak državni sekretar, torej Vojko Volk, pravi, da bi morali skupaj oceniti, ali bi bil v tem trenutku tak obisk najboljša izbira, in jasno je, da zunanje politike je nemogoče izvajati brez vlade. Ob tem je kar jasno, da se je on zavzel za to, da se Slovenija pred napovedano ameriško-kitajsko trgovinsko vojno, ki je sodeč po napovedih prihaja z bodočim ameriškim predsednikom Donald Trumpom, sodeluje predvsem ZDA. Ni to neka taka stvar, o kateri bi se v bistvu vseeno tudi urad predsednice moral pogovarjati tudi z kabinetom predsednika vlade? Torej, oni očitno mislijo, da bi se morali, no? To je bilo jasno izrečeno. Kot sem rekel, še enkrat, internih procesov ne bom komentiral, kar pa lahko rečem, je pa, da je predsednica oziroma urad predsednice, če hočete, dosti govorno sporočilo poslal s tem, da je torej vabilo predsedniku Šiju seveda ostaja in videli bomo pač, kakšen bo odgovor. To vabilo ostaja. Seveda se ga nismo preklicali. Kaj pa, ali držijo te neuradne informacije, da ste šli po tem, ko je kabinet predsednika vlade že javno problematiziral to vabilo kitajskemu veleposlaniku, da ste mu povedali, da v bistvu predsednica še stoji za tem vabilom? To drži, te informacije? Tako, kot sem rekel, internih procesov ne bom komentiral. Tisto, kar sem hotel dopolniti, je v bistvu to, da je to, da se mi pač želimo oziroma se bomo pogovarjali, bilo pokazano tudi s tem, da je predsednica govorila s ameriškim predsednikom Trumpom in seveda sta se pogovarjala tudi, kot je bilo javno objavljeno, o pričakovanih upanjih za prihodnost. Tako da, kar želim poudariti, je predvsem to. Ja. Se upravičujem, če prav razumem, predsednica je govorila s Trumpom. Ja, se to je bilo javno objavljeno. Ja, in sta govorila tudi o Kitajski? Ne, to ne. Jaz se pravim, tisto, kar je bilo zapisano v obvestilu za javnost, je bilo to, o tem smo se pogovarjali. Tako da tu nekje smo v tem trenutku. Kot sem rekel, če me vprašate generalno, torej je res edino, kar pač glede na vse to, kar ste zdaj, vse te točke, ki ste jih našteli, to so interni procesi, ki se odvijajo. Tudi Alžirija, če smo že pri tem. Ja, tudi to je bilo predzirano, ker niso vedeli za vabilo alžirskemu predsedniku. Tudi tukaj, bom rekel, spet so to interni procesi, ki jih ne želim komentirati. Dejstvo pa je, da je v teh primerih je v bistvu, torej tisto, kar mogoče lahko rečeva, je, da je zelo težko pričakovati, da se Slovenija v teh okoliščinah, v katerih trenutno smo, ne bi pogovarjala z ključnimi akterji. Ne nazadnje, tudi alžirski predsednik, če smo čisto pošteni, je za Slovenijo zelo pomembno zaradi torej energetike kot take. Tisto, o čemer bi se mi Spalovec mogoče mogli, pa ne dajem zdaj to, bom rekel, ne grem to zdaj v neke druge vode, ker kot sem rekel, tukaj pozicijo sem zelo jasno povedal, se tiče urada, je v resnici, kam pravzaprav Slovenija hoče. Pri vsej tej zgodbi govoriva zdaj, če nekako povzameva vse, kar se danes pogovarjali. Se mi zdi, da je zelo pomemben za vse nas vedeti, kaj bi mi radi, kaj mi sploh hočemo. In mi moramo svetu, vsakomur, dati jasno vedeti, kdo smo, kaj smo in da imamo svoje mnenje. Mi si nikoli ne smemo privoščiti, da smo nekogaršnji vazali, da sledimo nekim politikom, takrat, ko se nam zdi, da to ni v redu, da to ni prav. To se mi zdi, da zdaj dosti dobro počnemo. Zakaj pa to pomembno? Zaradi tega, ker če želimo biti cenjeni
Moramo imeti svoje mnenje. Ti si suveren toliko, kolikor dopuščaš drugim, da razumejo, da si suveren. Skratka, ti si ne smeš dovoliti, da drugi mislijo, da ti v svojo suverenost ne verjameš. To pomeni, da se ti moraš ozreti na svojo preteklost, samostojnost. Mi si te samostojnosti, o tem se zelo veliko govori, nismo izborili enostavno. Imamo svojo državo. In zdaj, ko so krize, iščemo zaveznike takšne in drugačne. Ne postavimo se pa na točko, kaj pa pravzaprav mi, kje smo pa mi v tej zgodbi? Kaj mi želimo res ohraniti? Želimo ohraniti svojo suverenost. Če prije do prej smo govorili o raznih revizionizmih. Kako mi dosežemo, da bodo ostale države rekle, s temi Slovenci se pa ni za zafrkavati. Samo pod enim pogojem, da smo mi pripravljeni to državo verjeti, da smo pripravljeni biti solidarni, da smo pripravljeni delati skupaj, predvsem pa, in to je ključno, da smo pripravljeni za to državo žrtvovati, tudi če to pomeni, da poprimeš za orožje. To delajo male države, če pogledamo samo v Evropi, zelo intenzivno, zelo resno. Mi se pa pogovarjamo o zadevah, ki so morda na mikroravni super pomembne, kdo je komu, kje kaj, s kom bi govoril, s kom ne bi govoril. Širša slika, kje smo pa mi kot nacija, na kakšen način mi želimo nastopati v svetu in kako bomo dosegli, da nas bodo drugi mali resno, da se nas bodo ne nazadnje bali. O tem se pa ne pogovarjamo. In to se mi zdi, da je za širšo sliko prihodnosti vseh teh kataklizmov, s katerimi se pogovarjamo in kjer mi želimo vedeti, kaj bomo pa mi, kje smo pa mi, kako bomo mi zdržali kot v enem kosu. To je tisto, kar se mi zdi, da je za nas v tej točki, na tej točki, ko se pogovarjava 1 uro plus o krizi, glavno vprašanje. Ampak zdi se, če dovolite, da urad predsednice države ima tukaj drugačno mnenje kot kabinet predsednika vlade. Ne? Glede česa? Glede tega, kar ste zdaj govorili. Torej, kje je vloga Slovenije? Ne? Zdi se tudi, da kabinet predsednika... Zdaj se dela torej že nekaj časa, se veste, zdaj v bistvu že nekaj časa se govori mislim, da je ministrica Fajon rekla, se dela strategija nova zunanje politike, ne? Bo treba videti. Torej, zagotovo je to recimo že en dokument, ki ti približno pokaže, kaj mi pravzaprav hočemo. Jaz bi tako rekel, torej, če me vprašate na tej, splošni ravni, jaz ne bi rekel, da smo, ko gre za to vrstne zadeve, vprašanje preživetja, vprašanje širše slike, da smo na nasprotnih bregovih. Jaz zelo mislim, da se seveda določene stvari, torej tudi ne nazadnje, jaz moram reči iskreno povedano, tudi optimist, da bo tudi komunikacija med obema uradoma boljša. Morda do zdaj dejansko, to je pač empirično preverljivo, saj mediji to zelo dobro sprejemate, ni bila. Ampak, veste, morda se mogoče res premalo pogovarjamo, mogoče se pogovarjamo o nepravih stvareh. In je treba se pogovarjati o torej tem, kaj nas druži in predvsem, kot sem rekel, kaj je naše, torej kje smo, kaj je tista točka, kjer želimo preživeti kot Slovenija. Ker zdelo se je, kot da Slovenija v bistvu nima enotne zunanje politike, ko so prišle pač... Ne, zaradi tega, ker če gledava strategijo, veljavno strategijo zunanje politike, je v njej omenjena seveda tudi Kitajska kot pač partner, kot država, na katero je treba, ki ne moš ignorirati. Za moj okus, sicer moram reči, če me že malo tukaj, za jezik vlečete, ampak jaz mislim, da to lahko rečem čisto strokovnjak. Za moj okus je seveda, bi bilo dobro verjetno, da se mi v strategiji, če se bo pač dejansko nekoč prenovila, kadarkoli že, morda bo to projekt prihodne vlade, težko rečem, ampak v vsakem primeru, da bo ta strategija vendarle dala več poudarka drugim regijam. Ker če jo danes gledate, praktično v vzhodni Aziji nič, jugovzhodni Aziji zelo malo, centralni Aziji
torej, hočem povedati, mi se pogovarjamo o regijah, ki so propulzivne, pogovarjamo se o regijah, ki določajo usodo mednarodnih odnosov v prihodnje. In jaz mislim, da mi moramo imeti majčkeno bolj razdeljen odnos do teh stvari, tako da to je izziv za naprej. Ampak reči, da pa tukaj, da so pa zunanje politične usmeritve urada in predsednika vlade, če gledava striktno iz zunanje politične strategije, pa ne, jaz torej absolutno se ne strinjam s tem. Boste torej več komunicirali med kabinetom pa vašim uradom? Bo zdaj, če prav razumem, tudi na ravni svetovalcev več komunikacije? Jaz torej verjamem, da je to morda, bom rekel, nekaj, kar bi bilo dobro, kar se zna dogajati, kar se zna zgoditi, ampak spet bom rekel, tisto, kar je pomembno za javnost, je, da se predsednika vlade in države sestajata. Kar se tiče pa ravni svetovalcev, je pa zato mogoče se vam bo zdelo, da je slam, ker ne znam to čisto osmisliti, ker gre vendarle, a veste, zelo velike, nočem biti pa nesramen, vsakič posebej, ker gre res zelo veliko tega, so res interne zadeve, ni javnosti zraven, so pogovori. Ko rečete interne zadeve, se opravičujem, par stvari sem vas vprašala, tudi to recimo o obisku pri veleposlaniku in tako, ko rečete, da so to interne zadeve, pa razumela sem, ne želite odgovoriti, ne potrditi, ne zanikati mi ne želite. Ne želim odgovoriti. Ja. Ampak v kakšnem smislu interne zadeve? Reciva takole, da obstaja v diplomaciji, reciva temu, pač neke navade, neki običaji, kjer seveda lahko marsikaj postoriš, če to narediš za 4 zidovi. In tega je v diplomaciji, torej, po mojem mnenju, 90%. 90% stvari se pač, a veste, tudi prej ste omenili, recimo, ne vem, obiski, priprava obiskov in tako naprej. Sej, pač, ko pride v javnost, nihče v javnosti seveda ne ve, koliko je bilo prej priprav, kdo se je s kom sestal, kakšne so bile konzultacije in tako naprej. In to je edino pravilno, ker v tistem času, ko se te konzultacije odvijajo, se lahko marsikatere razlike odpravijo, morda na nekih točkah v bistvu ugotoviš, da ne prideš skupaj, pa do obiska potem sploh ne pride. A veste, jaz sem v tem poslu zdaj 2 leti, in nimam pojma, recimo, nisem šel nikoli in tudi verjetno mi nikoli ne bi dal teh informacij. Mogoče smo mi imeli planiranih, 50 obiskov v preteklosti, pa je v tega mogoče samo 40 bilo realiziranih, 10 bilo realiziranih, 40 pa ne, ker pač niso države pa še skupaj. To se pač res dogaja za zaprtimi vrati med diplomati, zato pa so diplomati. In zato zelo težko upravljaš to funkcijo, če pač nimaš tega miru. Tako da tudi, kadar so konflikti, kadar recimo pride do nekih ali nesporazumov, ali trenj, ali nestrinjanj, je moja izkušnja, tudi tisto, kar mi pravijo, kakšni drugi diplomati, so da bistveno več tega narediš, bistveno več stvari z gledišča jih narediš za zaprtimi vrati, kot pa če pač greš v javnost. Ne nazadnje, a veste, včasih je pač tako, in tudi mislim, zaradi tega se diplomati temu pač izogibajo. Je tako, če greš v javnost, lahko včasih pošlješ kakšna napačna sporočila državam drugim, ki morda tudi niso tisto, kar pač bi človek mislil. Zato sem prej omenil intervju ministra Hana, ki je vendarle postavil celo to zgodbo okrog recimo Slovenije pa Kitajske, po mojem zelo jasno perspektivo. Skratka, tukaj gre vendarle za en proces, v katerem moramo kot država biti odprti in se pač ne zapirati vse posod, kjer so neke priložnosti za gospodarstvo. Tukaj bi lahko, recimo, sem pa spet bom rekel, zaradi teh, ker pač se mi ne zdi, oziroma si bom rekel, ker to spada nekako v domeno diplomacije, ampak, a veste, pri določenih stvareh, pri določenih odločitvah, tudi ta konc koncev, ki se je tikala, recimo, o tem se tudi veliko govorilo, tudi v Sloveniji, carin na električna vozila, Kitajske pa je recimo Nemčija bila proti. Tudi o tem govori v tem intervjuju. A veste, in je v bistvu tako, in on pravi tam, če se jaz dobro spomnim, da si pač to Kitajska zapomnila. In zdaj, a veste,
ne vem, pač ne bom zdaj tukaj omenil Slovenije, ker je brez veze, ampak Nemčija recimo, Nemčija je bila proti, zakaj? Zato, ker je stisnila avtomobilska industrija, zato, ker ima ogromne interese na Kitajskem. Skratka, niso te zgodbe tako enostavne. In eno je, če se ti pogajaš tudi s to velesilo, kot je Kitajska, in ker jim je jasno predočeno, pač, da imamo res ta strahoten trgovinski deficit, ki mimogrede, seveda ga je treba, tudi jaz še nisem videl analize, ki bi mi znala povedati, lahko da obstaja, nisem se res poglabljal, iskreno povedano, ki je povedala, kaj pravzaprav ta deficit v resnici je, kaj ga sestavlja. Ne vem, so to surovine, ki jih potem Slovenija predela in prodaja naprej. Ne vem, to bi bilo dobro videti, kaj pravzaprav je struktura tega trgovinskega deficita, ampak v vsakem primeru iščeš priložnosti, iščeš priložnosti za gospodarstvenike in tukaj se mi zdi, da je bilo res podano vsebinsko sporočilo, ki je bistveno več vredno kot vse ostale prepiranja, ki se bodi si izvažajo ali ne izvažajo v javnost. Zame je osebno kot nekoga, ki pač mu je iskreno mar za to državo, da pač se išče priložnosti tudi za naše gospodarstvenike, bistveno bolj pomembno. Samo še zadnje vprašanje na to temo. Zdaj, če pogledamo širše na ta spor med kabinetom predsednika vlade in uradom predsednice republike, ta geneza tega spora, vemo, veliko stvari izvira iz nezaupanja zaradi afere Tatjana Bobnar, Robert Golob, torej nekdanja ministrica Golobova, ki je zdaj v uradu predsednice države in vse, kar je sledilo. Tako vas bom vprašala, pa prosim za iskren odgovor, koliko ta spor obremenjuje v bistvu odnose med kabinetom in uradom? Tudi na zunanje političnem področju. Jaz bom super iskren. Ja. Bolj iskrenega odgovora še nisem dal nikjer. Tatjana Bobnar jaz nisem poznal. Nič nisem vedel o njej. Prišla je v urad. Jaz, tako pridne gospe, tako delovne, tako pripravljene pomagati, nisem videl. Dobro, koliko ta spor... Samo moment, kaj je pomemben. In odgovarjam iskreno na vaše vprašanje. Z vidika urada in z vidika tega, kaj ona naredi kot sodelavka oziroma kot nekdo, ki servisira predsednico, če hočete, z vidika tega, kaj urad od nje ima, kot osebe, kot strokovnjakinje, verjemite, iskreno govorim, iz urada, se pravi zdaj kot njen sodelavec, resnično se s tem nihče pri nas ne ukvarja. In morate vedeti nekaj, dve stvari je tukaj treba, to tudi predsednica večkrat reče. Eno je Tatjana Bobnar kot oseba, ki je pač zasebnik, drugo je Tatjana Bobnar kot sodelavka. In Tatjana Bobnar kot sodelavka je nekdo, ki je po mojem globokem prepričanju, lahko da se bova jutri z njo skregala, ampak ona je po mojem globokem prepričanju izjemno pomemben del našega kolektiva. In spala vas, jaz sem bolj iskreno, kot to ne moram povedati. Pravzaprav sem hvaležen za to vprašanje, ker mi ga nihče ni postavil. In sem zelo vesel, da ga lahko delim z vami. Se pravi, vse tisto, in tega dostikrat slišim, da je pač to, da ima premier s tem probleme, da ima mogoče kdo drug s tem probleme, ker je pač prišla noter, potem, ko je bila pač v vladi. Zagotovo to bremeni. Aha, ok. Odgovor je zagotovo to bremeni, ampak, kar je bolj pomemben, je to bremeni druge, ne bremeni nas. Resnično ne bremeni urada, mislite? Ne, absolutno ne. Bremeni pa odnose med Golobovim kabinetom? Mislim, torej, zdaj, tako vam bom povedal. Jaz težko zdaj govorim o imenu predsednice. Kar vam govorim zdaj kot nekdo, ki je na kolegiji, ki sedi na kolegiji, kjer je predsednica poveljuje tem kolegijem, načeluje tem kolegijem, govorim tem, kar se pri nas dogaja, torej o tem se ne govori. Zelo, še enkrat govorim za sebe, jo cenimo. Zdaj, kdo se pa, in o tem sem prej govoril, kdo se pa obremenjuje s Tatjano Bobnar in kakor odnosi med predsednikom vlade in pač predsednico države. Jaz čistko, to se meni zdi res ena taka tema, ki nima te širše slike. Širša slika je, da moš ti gledati človeka, kaj je on sposoben. Če bi bila Tatjana Bobnar nesposobna, če bi Tatjana Bobnar pač, ne bila strokovna,
bi se mi da tukaj drugače pogovarjali. Vprašanje, če bi pač na en kup časa bi podma rekel zdržala v uradu. Ona je zelo v redu, odlična sodelavka in še enkrat, kaj se pa dogaja zunaj, kakšna je recimo, in podarjam to tudi stališče predsednice, ko je ona zasebnica, ko je ona privatna oseba, kako ona z akterji, pa ne bo to predsednik vlade, ne bo to do drugih funkcionira, to njeno zasebno življenje. Dokler to življenje, torej s tem se drugače povedano, torej s tem se v bistvu res nič ne ukvarja. Je pa dobro poznati ta portret Tatjane Bobnar kot sodelavke, ker je pomembno zaradi tega, da ljudje ne gledajo, javnost ne gleda nje kot neko, bom rekel, gleda samo v tej negativni luči. Dobro je poznati tudi to njeno drugo plat. Ampak je pa vseeno to, rekli ste kot zasebnica, ampak delovala je kot ministrica, izjave je dajala kot ministrica, kot bivša ministrica, tako da to vsekakor je tudi del javnosti. Ne? Zagotovo, z njega vidika zagotovo. Samo to so pač izjave, ki jih ona daje. To niso izjave predsednice, to niso izjave urada in tukaj pač ona prevzema odgovornost za to. In tudi recimo, če bi, to je tudi popolnoma jasno, recimo, če pač karkoli ona izjavi v tem kontekstu, če bi se govorila za super teorijo, če bi bilo to nekaj, kar bi kompromitiralo, rečemo, urad, bi to seveda bila verjetno neka druga zgodba, govorila čisto spekulacija, ker zaenkrat iz tega torej absolutno ne vidim. Poudarjam pa še enkrat, vem, da je to mogoče, rekel, ni to atraktivno, ampak jaz res, ne samo jaz, tudi v uradu, mi Tatjano Bobnar gledamo samo kot Tatjano Bobnar, kot sodelavko, nihče se ne ukvarja s tem. Okay. Hvala lepa za vaše odgovore. Najlepša hvala za vas. Tudi za te zadnje in tudi za analizo mednarodnih odnosov v tem v bistvu napornem, težkem in strašljivem tednu. Hvala lepa še enkrat. Zelo vesel vabila, hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je bil še en podcast naslednji teden z malo bolj prijetnimi temami.